Legende bojda pravijo, da so angeli Brione ustvarili zase, narava jih je nato izpilila, človek pa dodal še kanček tistega, kar jim je manjkalo, da bi bili popolno čudo, kot jim pravijo domačini. Zanimivosti na Brionih nikoli ne zmanjka. Poleg naravnih lepot namreč na otočju kar mrgoli arheološke in kulturne dediščine. Mi imamo ovdje ostatke prošlosti od neolita do Tita. Znači od onih početaka života pa sve do recimo današnjih dana. Teško je to ukratko pisati. Znači Bizanski Kastrum, Uvala Verige sa svojom vilom, Gradina, Vidikovac, mnogo vile rezidencijalne koje su sagrađene, pa i hoteli su kulturna dobra. Ovdje je sve kulturno dobro. Brioni dobesedno presenečajo na vsakem koraku, čeprav vam svetujemo ogled z vlakcem ali na kolesu. Tu se boste lahko pomudili ob 1600 let stari oljki ali pa se na obali zagledali v milijone let stare odtise dinozavrov. Kar se zgodovine tiče, so Brioni prava zakladnica preteklosti, ki so jo upravitelji parka skušali predstaviti v najlepši luči. Muzej na otoku tako kar mrgoli. U sklopu centralne zone je etnografski muzej, arheološki muzej, muzej zbirki prirodoslovnih, zatim je zbirka Josip Broz Tito. Titova dediščina je dala otočju velik pečat od konca druge svetovne vojne do srede 90-ih let. Zlata doba Brionov pa je bila predvsem v začetku 20. stoletja, ko je tedanji lastnik otočja, avstrijski tovarnar Paul Kupelwieser, Brione spremenil v mondeno letovišče in nam pripeljal prve živali iz eksotičnih držav. Nekatere med njimi lahko v tako imenovanem safari parku občudujete še danes. Danas možete vidjeti ovdje zebre kao poklone koje je Tito dobio iz Afrike. Možete vidjeti indijska goveda koja su donešena iz Indije. Znači vi vidjet ćete afričkog slona, odnosno indijskog slona, ispričavam se. Vidjet ćete autohtone životinje, istarsku ovcu, istarsku kozu, istarskog boškarina i vidite ovdje iza mene su nojevi. In tu so še pavi, zajci, mufloni in predvsem jeleni. Naj vas ne preseneti, če boste med pohajkovanjem po velikem Brionu ugledali trop jelenjadi, saj se jih v tamkajšnjih goščavah skriva okrog 1200. V parku so nanje ponosni tudi zato, ker zgledno skrbijo, da so travnata prostranstva na otoku zgledno pokošena. Igralci na najstarejšem evropskem golf igrišču, zgrajenem izven Velike Britanije, pa morajo vseeno paziti, da kakšnega jelena ne zadanejo med roge.